No, v našem športnem klubu se trenira ritmična gimnastika. Mami, jaz bi nekaj trenirala. Jaz bi tudi nekaj trenirala. Ja, ljubici, si zato smo danes tukaj, da nam teta pove, kateri šport bi lahko trenirali. Jaz bi trenirala podvodni hokej. Jaz bi trenirala wrestling s palci. No, tega pri nas žal ni mogoče trenirati. Naš šport je ritmična gimnastika. Koliko ste bedni? Luzeri. Živa, Lena, kako se pa obnašata? Takoj se opravičita. Oprosti, teta. Prosti, teta. Lani ste trenirali košarko z Rogerjem Federerjem, pa imata pač velika pričakovanja. No, ampak Roger Federer je igral tenis. No, ampak Roger Federer je za nas naredil izjemo. Se poznamo iz Maldivov. No, pri nas lahko recimo trenirata ritmično gimnastiko. Koliko boring. Snusfest. Živa, Lena, Oprosti, teta. Prosti, teta. Vam garantiram, da ritmična gimnastika ni dolgočasna in na prvenstvih smo zelo uspešni. Jaz sem pripravljena dobiti pokal samo, če je narejen iz zlata, ki ima 24 karatov. Zakaj manj sploh ne bi noge dvigala, kaj šele žogo ujela? No, pri športu niso pomembni pokali in kdo zmaga, ampak to, da sodelujemo in da se imamo lepo. sej se teta sem mal heca. Ker če ne, je res neumna. Živa, Oprosti, teta, ker si neumna. a pa imate v ponudbi mogoče tako kaj bolj ekskluzivnega? Recimo nogomet v letalu ali pa supanje s kužki po Nilu. O, jaz bi supala s kužki! Ja, so lahko rottweilerji. Ja! Mir. Nič tasga nimamo, ampak lahko pa recimo trenirata ritmično gimnastiko, pa jaz pripeljem svojega psa, pa jih gleda. Tja, prav, če nimate nič drugega. A pa ima pa vsaj rodovnik. A bi vi tudi supali z rottweilerji? Kaj pa je vaš najljubši šport? Napište v komentarje.